Danes si pa točna, kako se rekla. Veš kaj, preden začneva, imam eno vprašanje. In sicer včeraj sem brskala po skavtski spletni strani in sem ugotovila, da imamo neko stvar, ki se reče globalni kompas. Kaj je to? A mi lahko več poveš? Ful sem vesela, da si opazili. Včeraj smo pošiljali in sem prav držala pesti, da bo kdo videl tisto. Globalni kompas je ena res super zadeva. V bistvu en tak pripomoček, orodje, ki smo ga razvili skavti zdaj v tem projektu, ki smo. In pomaga v bistvu skavtskemu voditelju, kadar hoče preveriti, koliko je njegova skavtska skupina globalno odgovorna. Oziroma v kakšni meri skavtska skupina razmišlja in pa deluje v smer globalne odgovornosti. Res je uporaben in priročen in špica zadeva za skavtske voditelje. A mi lahko pokažeš, kako pa pridem do tega prek spleta? V bistvu greš kar pred naše strani lahko, sicer tipkaš skavti.si in pa gledaj večkrat pobrskaš, da prideš do globalnega učenja. Evo tukaj te že v bistvu zapelje takoj ta glavni meni do orodij, pa klikneš globalni kompas. To je ena pot, evo, direkt je noter v temu spletnemu orodju, kaj je, v bistvu ne vem, če sem prepovedala, ampak je bolj želja, da se ga na spletu uporablja, pa da se tukaj gor beleži, recimo. Evo pa se ti odpre ta okenček za registracijo. Aha, tle pa v bistvu dodam, pa so voditelja, ne? Jih lahko vabo. Tako, okenček to. Če tipkaš, pa klikneš. Ok, to je res uporabniku prijazno. To je pa pol ta prva stran, kad noter vstopaš. Tako je, ja. Lepo, to je res super. To so pa strokovnjaki iz tega našega partnerstva v globalnem učenju. Kolusno res. Evo, tako na prvi uč v bistvu te že to spletno orodje globalni kompas ti pokaže, da je 5 področij. 5 področij delovanja tvoje skavtske skupine, ki se jih preverja, ne? In na teh 5 področjih se potlej preko vprašanj meri globalna odgovornost tvoje skavtske skupine. Naprimer, imaš povezovanje lokalnih in globalnih zadev, potem imaš program, potrošnje in finance. Recimo, če gremo najprej v program, ne? V bistvu, jaz lahko to pol tudi uporabljam pri načrtovanju programa ali tega. Ja, točno tako. Pri načrtovanju, recimo, ko se na začetku leta usedete s sovoditelji, pa začnete načrtovati letni program, lahko pred začetkom v času načrtovanja kakšnega večjega dogodka, recimo poletni tabor, lahko pa tudi na koncu, no, pa spet malo greste skozi vprašanje, pa si odgovorite, pa vidite, recimo, če se kaj spremenili po skavtskem letu ali pa po večjem dogodku, ne. Tako da, ja, tako, kot si rekla, evo, za načrtovanje je to super uporabno. A gremo probati program? Gremo probati. Evo, klikneš, začni z ocenjevanjem, na začetku si malo prebere. Ja. Te lepo vodi, ne? Tudi tukajle že vidiš, da je v bistvu namenjen skupinci sovoditeljev, ne? Ja. Da odprete tole skupaj, ko se zberete pri kakšnem doma za računalnikom, pa skupaj greste skozi, pa podebatirate, pa probate mogoče za celo skavtsko skupino skupaj odgovoriti. In v bistvu oceniti na nek način. Tako se malo približno ocenite. Govorite pa približno ocenite, ne? Lahko pa tudi stegovodja ali pa četovodja ali pa klanovodja sam se sprehodi skozi ta vprašanja, pa si odgovori za pomoč. In pa, ko odgovorimo na te stvari? Recimo, ali so v vašem programu igre ali aktivnosti zasnovane na način, ki skavti in skavti na spodbuja k spoštovanju raznolikosti, pa pol je tukaj še večkrat na razlage spode, ne, da gre še večkrat obrazloži malo bolj v podrobnost, če si tako moždakno ne predstavljaš, kaj vprašanje sploh hoče od tebe. In potlej recimo, ja, rečemo 4 od 6. Ja, 4. In te pile potlej naprej, ne. Lahko tudi daš preskoči vprašanje, ne. In potem, ko izpolniš vsa vprašanja, ti v bistvu aktivira tale gumb ocenite vaše odgovore, ne. Lahko pač malo izbiraš, kjer ga boš prej odgovorila oziroma kjer ga boste s sovoditelji prej odgovorili. No in potem je tale gumb aktiviran, da
da preverimo, kako smo globalno odgovorni na področju programa in ti malo zračuna tole. In pa ti pa ponuči v bistvu neke rešitve. Tako, glede na tvoje tiste razmerja, ocene pa odgovarjanju na vprašanja, tukaj na desni strani se ti prikažejo nasveti, ideje, kakšni triki za kakšne izzive. Pa si malo pogledate, recimo. Lahko si tudi znotraj tega spletnega programa, lahko vzamete kot idejo, pa si malo samo zapišete na svoje blokce, lahko pa v bistvu si kar tukaj na spletu zorganizirate posamezne naloge, tako, da jih imaš shranjene potem. Tako, in da se vrnete potli lahko noter in si vidite, kaj ste si zadali recimo na začetku. In tako, ko izbereš nalogo, vidiš tukaj le gor, se ti že v bistvu v tem spletnem orodju organizira malo tvoj program. Lahko pa tudi spremenite, ne? Recimo rečete, do konca leta bomo mi to izpolnili, ne? Recimo do konca skavtskega leta. Odvisen pač, kaj se greste. Evo, tukaj so pa zdaj te naloge, ki ste si jih izbrali in se lahko v bistvu vrnete tudi čez en mesec pogledati nazaj, pa malo preklikati, malo prebrati, malo se spomniti. Lahko odkole kliknete, oglej si to nalogo, so voditelji in recimo, ko boste imeli, ko boste izvedeli tale programček, ali pa recimo, ko boste izvedeli recimo to predstavitev, tukaj klikneš, da ste naredili, koliko slediš v bistvu, kako ste napredovali v teh izzivih za globalno odgovornost. Kaj pa če a veš, kaj na taborih ponavadi nimamo interneta, ne? Kako je pa pol uporabno to v takšnem okolju? Vsako to od 5 področij ima možnost, da natisneš obrazec in pač klikneš gledaj, takoj pod uvodnim odstavkom. In enač bomo kar printali, ne? Pa bomo videli, kako vam pride, no? Aha, pa lahko to pol rešimo skupino. Tako, in se v bistvu ali na samem srečanju, ali pa recimo na taboru usedete skupaj, recimo, če je to klan, so lahko kar skupaj s popotniki, mogoče pogovorite, pa malo ocenite, kjer stopno bi si izbrali od 1 do 6, svoje globalne odgovornosti za tisto vprašanje. Okej, no, se tiskamo pa tako obojestransko, ali pa na šmir papir. Živja! Tudi prišla na skavtsko srečanje. Načrtovanja pa ne bi zamudila za nobeno ceno. Super, si že printala? Evo, smo že pri tretjem vprašanju zdaj. Ali kot vodja in vzornik, oziroma vzornica svoje člane spodbujaš k družbeno odgovornemu in okolju prijaznemu delovanju? Da jih spodbujamo. Kaj pa ste mislili? Ja, okej, se pravi, nekim pozitivnim spremembam, da so bolj aktivni. Jaz bi rekla, da v določene mere jih. Zdaj, ko tako razmišljam, veš, kada kdo naredi nekaj dobrega, ali recimo pravilno reciklira stvari, kako čistimo ful dobro okolico, se pogovarjamo o tem, zakaj je to pomembno, ampak mogoče bi lahko še bolj nekako tudi pohvalili te stvari, da bi še bolj nekako izpostavili te primere dobre prakse, da bi drugi ljudje dobili še večjo motivacijo, da bi se to počeli bolj pogosto. Prav, veš, zanj bi jih res mogoče mogli malo bolj spodbuditi, ko so sami predlagali na taboru, da gremo unim pomagati, ko so šli po mlek, ne? So meni se zdi, oni že kar tam nekaj pomagali v kmetu, pa jih nismo dosti v bistvu pohvalili, prepoznali tega, da so se v bistvu prav odločili, kljub temu, da so pol zamudali, ampak da so se v bistvu prav odločili. Po mojem bi mogli kakšno debato več speljati na to. Ali mlajši skavti in skavtinje sodelujejo v reševanju sporov? Spravo, pač mi dve imamo klanovce, klanovke, pa ne sodelujejo neki popotniki pri našem reševanju sporov. Moji skar mi dve se največkrat odločiva. Ja, pa malo sproseširava, nekako smiva. To bi pa lahko najboljš. To sploh pomislila nisem, ja. Če je pa ful hitreje rešen, ne? Ja, ampak je pomembno, valjda, ne. Tako da
kva dava tle? Ma tle smo pa res švoh, jaz sem tlele skoraj bolj pri enki pa pri dvojki. Sicer je res, da se ful ne kregamo veliko, ampak takrat, ko pa se, pa mogoče oni res malo premalo, no? Enka, dvojka? Dala 1,5. 1,5? To morva, ne? To ti se odloči. Ajde dvojko, no. Ok, recimo, ne? Živjo! Živjo! Hej, škaj, nekaj imam za povedati. Ja? Zdaj sva z eno skavtsko sobo kritikrco, v bistvu si sprintale dejansko tega globalnega kompasa, to, kako bi rekla temu, anketo oziroma preverjanje posameznega področja, kako smo kje dobri. In smo si označile, pač ocene, ampak zdaj, mislim, vem, da se da tudi nekaj še notro tipkati v spletno aplikacijo, da se to predlaga tako, ali to skupina vide? Komod ti še enkrat pokažem. Tako, ko smo zanič, v bistvu, ko smo se malo sprehodili čez program, tudi takole, tisto, ko v bistvu zunaj v naravi rešujete, vsem folija, ful spodbujamo, da pa v bistvu dodate tiste debate še, pa tiste ocenjevanja še noter v spletno orodje. Zaradi tega se mi zdi nekaj pa dobiš te naloge, v bistvu predloge, kaj lahko naredimo in to bi res radi, da lahko pač probamo z nekaj. Špica, ja, komod, lahko skupaj vneseva, zdaj to pa videla, kakšne izzive vam lahko drže. Greva kar direktiva noter na globalni kompas, je sicer blokani.skavatelji.si/globalni-kompas. Evo, enter. Super. Zdaj naj vrže v bistvu v tole zadevo. Vidiš, ko smo zadnjič malo že rešeni. A zdaj ste v bistvu... Vsa komunikacija delala, ja. Super. Kaj nam je zdaj enih stvari že vrgali? Ful je teh predlogov, ne? Tega bloka. Simulacija medsebojnega spora. Ja, ne, a imaš kot listek? No, valjda da imam, A veš, mi zadnjič smo se pogovarjali. Kaj je z nami dober, ne? Čakaj, da si napišem, spora. Ja, zadnjič smo se pogovarjali o tej privatizaciji vode, pa kako se to dogaja že v Sloveniji, kako tudi za nas, kaj živimo,